Resnično. Lepo zdrav tudi z moje strani. Torej, če govorimo in razpravljamo o pojmu kultura, jaz bi ga nekako v tem izhodiščnem razmišljanju videl v treh razsežnostih. Kultura kot umika, kultura kot umetniška ustvarjalnost in politična kultura, o kateri je že dr. Zver tudi govoril. Zdaj, če začnemo malo aktualno, po vseh polemikah in debatah po zadnji proslavi, ko človek razmišlja, kaj je bilo narobe in kako bi bilo morda prav narediti, mi je prišla ena ideja, ki je delno bila tudi v tej proslavi navzoča, namreč organizator, vlada, bi morala najprej objaviti vse plače in prispevke, ki jih država da kulturnikom. Potem bi morala te kulturnike pozvati, da naj v kriznem času naredijo eno proslavo zastonj. Tak poziv je bil, naj se odzovejo k sodelovanju. In če se pač vsi ti kulturniki, v katerih seznam bi vsi državljani videli, ne bi odzvali, potem bi jaz proslavo odpovedal. In na ta način bi pokazali temperaturo kulture v tej državi tisti, ki zase trdijo, da so najbolj zavezani kulturi. Nekaj tega se je seveda stehtalo tudi ob tej proslavi, kajti videli smo, da kulturniki, ki se radi sklicujejo na to, da so tako rekoč utemeljitelji sodobne slovenske države, so praktično dali neke vrste košarico. Torej, z tega zornega kota ali pa ob tem testu bi lahko rekli, da je kulture zelo malo. Zdaj pa, ker smo v Mariboru in smo vsi vpeti v Evropsko prestolnico kulture, vsak dan dobimo informacije o številnih kulturnih dogodkih, ki jih je se nemogoče vseh udeleževati, še 10% morda ne. Ampak lahko rečemo, da kulturna prestolnica bo vsaj v programskem delu zadostila in zadovoljila najbrž nekim kriterijem in pričakovanjem na tem področju. Ampak, ko pa greš po 7 uri zvečer po Mariboru, ali pa ko greš v nedeljo popoldne po Mariboru, pa gledaš, koliko trgovin se zapira, na kolikih trgovinah piše razprodaja, ko gledaš, kako so stene razrvane in kako je mesto grdo popisano po stenah, potem pa si rečeš, tu pa kulture najbrž ni veliko. Oziroma je problem v tej državi njen standard, njen socialni položaj in tako naprej, kajti sicer bi se v drugem največjem mestu najbrž taka podoba ne smela na nek način manifestirati v času, ko je postala prestolnica kulture. Tako da vidimo lahko problem večplasten in tisto, česar se jaz bojim, je, da zdaj smo vse leto upeti v kulturne dogodke, potem pa je vprašanje, kaj bo Maribor od tega imel, ko ne bo več prestolnica kulture, Evropska prestolnica kulture, kaj bo od tega ostalo. To ni in ne bi smel biti enoletni projekt, ampak bi moral biti morda projekt desetletja za to mesto, ki je po moji oceni zelo izčrpano, ki je gospodarsko izčrpano, ki je socialno izčrpano in posledično, da to tudi pomeni za mesto Maribor, da je na področju omike vedno bolj izčrpano. Torej, če se vrnem na moje izhodišče, ali je vedno več ali vedno manj kulture, z vidika omike se bojim, da je vedno manj, z vidika ustvarjalne kulture ugotavljam, da je sorazmerno veliko, tako kot so tudi že pred mano drugi ugotavljani. Kar pa zadeva politično kulturo, pa sem rekel, če bomo danes govorili o kulturi v navzočnosti bodočega predsednika države, potem je treba malo pogledati v ustavo
In recimo prvi člen ustave pravi, ne, da je Slovenija pravna in socialna država. Da sem si postavil, drugi člen, ja, drugi člen ustave pravi, da je Slovenija socialna in pravna država. Pa sem si postavil vprašanje, ali je Slovenija res po 20 letih socialna in pravna država. Marsikaj smo v teh 20 letih dosegli, o tem ni nobenega dvoma. Dejstvo je, da pred več kot 20 leti bi težko v taki sestavi sedeli in prosto diskutirali o svoji državi, kajti če bi to počeli, bi bili že zelo sumljivi ali pa že na seznamu za bodoče zapornike. Torej, v tem smislu se je seveda kultura bistveno spremenila, vendar niti približno ne moremo biti zadovoljni s tem, kaj smo pričakovali pred 20 leti in kaj doživljamo v tem obdobju, v katerem živimo danes. Ocenjujem, da pravna kultura v tej državi ni dobra, zato so pa največ krivi tisti, ki so na tem področju profesionalci. Zato ni krivo ljudstvo, ampak so odgovorni tisti, ki bi morali pravni sistem tudi vzdrževati na določenem kulturnem nivoju. Vendar tu imamo velike probleme in veliko težavo v tem, kar se reče paradigmi, v temeljnem izhodišču. In ker smo mešali na nek način stari pravni red, ki smo ga dedovali iz totalitarnega sistema, z novim pravnim redom, ki so nam ga do določene mere dejansko oktroirali iz Brusla, do določene mere smo ga sami ustvarjali, je v tej mešanci, v tem konglomeratu nastalo veliko vrzeli, ki so jih tisti, ki so se navzeli balkanske kulture z nadžise, s pridom izkoristili in rezultat tega imamo danes, ko vidimo, da se je Slovenija razslojila, zelo močno razslojila na tiste, ki so si državo prigrabili in nagrabili tudi dovolj materialnih sredstev in na drugi strani recimo velikega števila ljudi, ki so na robu preživetja. In s tem sem že pri socialni državi in pa pri socialni kulturi, namreč za socialno državo bi moralo veljati, da bi seveda posebej skrbela za tisti najnižji sloj prebivalstva, ki je na robu preživetja, in da bi temu sloju prebivalstva država pomagala, da bi se dvignil iz tiste pozicije. Naj ilustriram s primerom neke družine iz Notranjske, ki sem ga doživel minuli vikend. Gre za družino dveh generacij, oče, se pravi stari oče, stara mama, mlada družina, mož in žena in 3 otroci, nobeden ne hodi v službo. Mama kmetica seveda nikoli ni bila v službi, je dobivala tistih 150-160 evrov. Svetlikov zakon prejšnje vlade jih je teh 150-160 evrov pomagal pobrati. Oče ima penzijo tam na meji in je tudi zaradi varčevalnih ukrepov izgubil dodatnih 8 evrov. Mož in žena, ki se ukvarjata s kmetijo, ki ni ne vem kako donosna, nobeden ne hodi v službo, ali pa žena recimo občasno dobi kakšno službo, pa 3 otroci so. In ko to gledaš in to vidiš na konkretnih primerih, po drugi strani pa se pelješ v Slovenijo, pa vidiš, da si nekateri zidajo gradove, potem se vprašaš, kakšna je ta socialna država. In ker je tu vprašanje tudi kulture in solidarnosti, s tem nekega temeljnega kriterija merila, ki spada v kulturo, namreč solidarnosti, najbrž lahko vedno znova ugotavljamo, da je te solidarnosti na ravni državljanov in državljanskega sočutja drug do drugega in solidarnosti v Sloveniji zelo malo. S tem pa prihajam in sem zaključil v tem prvem delu do tistega, kar se mi zdi izjemno pomembno in kar je tudi gospod Zver dvakrat izpostavil v svojem uvodnem govoru, namreč vzgojno-izobraževalni sistemi in pa medijski sistemi so tisti, ki postavljajo temelje kulture, zato ker so to tiste dve
smeri, institucionalizirane smeri v vsaki družbi, ki imata danes največji vpliv na miselnost ljudi in na to, kako državljani percipirajo sebe, kako percipirajo družbo, državo in kakšen odnos imajo tudi do materialnih dobrin. Ampak mislim, da o teh dveh segmentih še bo danes tekla beseda. Toliko za enkrat. Hvala.